Gre za knjigo na 132 straneh s 30 pravljicami, legendami in miti o rožah z različnih koncev sveta, ki jih je zbrala Breda Podbrežnik-Vukmir, in to v povezavi s Križnikovim pravljičnim festivalom, ki poteka že 11. leto v organizaciji knjižnice Franceta Balantiča v Kamniku. Ob zbiranju pravljic povezanih z gozdom in drevesi so ji namreč pod roke prišle tudi tiste o drugih rastlinah. Tukaj noter so zbrane pravljice, legende, bajke in pa tudi miti o rožah iz vsega sveta in iz vseh kultur. Rože niso namreč samo za dekoracijo, ampak je to nekaj, kar nas spremlja od rojstva pa do smrti. Nam lajša, lepša življenje, z njimi gradimo tudi odnose in imajo pomemben simbolen pomen. Jezikovno je pravljice o rožah obrusila Clarisa Jovanovič, uredila pa Medvoščanka Barbara Pregelj iz medvoške založbe Malinc. V slednji se na različne načine odločajo, katero knjigo vzeti za svojo in ji pomagati pri izidu. Eno so pač lastne preference, v bistvu to, kar pravzaprav mene osebno zanima. Tukaj veste, da pač nas zanima špansko govoreči svet, tako da tukaj mislim, da ni nobenih dvomov, kako jih izbiramo, se pravi po tem, kar smo se naučili. Po drugi strani smo pa tudi zelo odprti za predloge, ne? In ravno ta knjiga, ki jo danes predstavljamo, v resnici je en tak predlog. Namreč name se je obrnila gospa Breda Podbrežnik-Vukmir s tem zanimivim predlogom. In jaz sicer imam zelo rada knjige, ampak hkrati imam pa tudi zelo rada naravo, tudi rože, tako da v resnici nisem prav zelo oklevala. Ne. Med zbranimi pravljicami, legendami in miti je tudi ena španskega govornega področja. Ravno tako smo v resnici začeli sodelovati. Ne. Meni je zelo ljuba legenda o žametnici. Tudi ta ilustracija mi je tako nekako, ne da mi je najljubša, ampak mi je zelo blizu. Tako da ja, v resnici smo z tega pač tudi govornega področja vključili tudi nekaj pravljic, ampak tukaj se mi zdi zelo pomembno pač poudariti to, da prav pravljice seveda so ljudsko izročilo, ne. Tisti zapisovalci so jih večinoma adaptirali, ampak zato, da so pa lahko prišle v knjigo, je bila pa res zelo potrebna ta literarna roka Clarisa Jovanovič, ki jih je v bistvu pač literarizirala, ne. Se pravi, prevodi v bistvu so bili zelo močno literarizirani, zato da so pač knjige take berljive, no, tako kot v bistvu in tako lepe, kot so. Vaša najljubša ta špansko govoreča? Ja, mislim recimo legenda o žametnici, no. So triglavske rože, to vsi poznamo, o čudežnih zdravilnih rožah, ki so belega gamsa, zlatoroga delale nesmrtnega. Druga pa je romunska pravljica Cvetlična kraljična, ki je pravzaprav ponovitev mita o Demetri in Persefoni. Skratka o tem, da je leto razdeljeno na 2 ciklusa. En ciklus je, ko rože cvetijo, drugi del leta pa, ko rož ni in se vse pomakne pod zemljo. To pa ni njen prvi zbirateljski projekt pravljic, pa se ko prej tudi ne zadnji. Imam veliko ciljev, ne bom vseh govorila, ker jih je preveč, da bi jih uresničila, ampak eden se bo pa prav gotovo uresničil. Založbo Malinc pripravljamo še knjigo o drevesih. Eno izmed pravljic je interpretirala tudi knjižničarka Mirjam Slanovec. Marta Grkman je ob tej priložnosti pripravila prikaz izdelovanja šopkov iz suhega cvetja oziroma iz krep papirja. Monika Mohar iz vrtnarstva Hortika iz Goričan pa je posredovala znanje, kako vrtnarji v spomladanskem času skrbijo za rože, da bodo te lep okenski oziroma balkonski okras tudi za nas. Jaz vedno svetujem, da se rože kupujejo na vrtnarijah, ne na kakšnih takih trgovinah, kjer ni to njihova primarna dejavnost, da si izberemo kvalitetno, ustrezno sadiko. Res moramo pogledati, kakšna rastlina je, potem pa, da jo tudi ustrezno posadimo v ustrezen substrat in da za njo primerno skrbimo. In to seveda bom danes povedala. Ste tudi vi mogoče zagovornica avtohtonih sort, recimo, tako kot rečemo, avtohtonih sort rož, rastlin? Sem, ampak v Sloveniji avtohtonih rožic nekako ni, no. Mislim, ni. So, ampak če pogledamo tole čisto navadno vijolico, to bi bila recimo naša vijolica, a ne? Ampak tukaj imamo pa zdaj že hibrid, tudi poznamo jo kako, pod mačeho, a ne?
Ja, ampak je pa vijolica, ne? Latinsko viola cornuta, tako da vrtnarji so skozi leta, čez leta se kar naučili, kako rože narediti še lepše. Predstavila je še nekaj rož, nekatere tudi nastopajo v knjigi, poleg vijolice še narciso, spominčico, nagelj, vrtnico in za konec še pelargonijo. In kako je sploh prišlo do sodelovanja na predstavitvi knjige, kako so rože prišle na svet? Z gospo Barbaro se poznava že kar nekaj let, nasajam rože in potem se sama trudi, da ji lepo rastejo. Kakšni so modni trendi letošnjega leta? Ker vemo, tudi na naših oknih in na naših balkonih so modni trendi. Tako drži, ja, to ste odlično vprašanje. Letošnji modni trend, kar se tiče barve, je malinasto rdeča. Lepa barva. Slovenci se mi zdi, imamo radi rdečo barvo, to živo, živahno barvo. In kar nekaj rastlin se dobi v taki lepi malinasto rdeči barvi.